Mi iz Andragoškega centra smo se z njim srečali na paradi učenja, na strokovnem dogodku EPO, ob številnih priložnostih in bili vedno zelo navdušeni nad njegovo pripadnostjo kraju, pa tudi izobraževanju odraslih. Gospod župan. Dobar dan. Mi, ki smo bili zjutraj, tukaj smo poslušali eno pesnico v enem videu, ki se začenja nekako tako. Tam, kjer včasih... Tam, kjer včasih bila je vas, zdaj drugače teče čas. Kako teče čas tukaj pri vas, kaj se vse dogaja? Izvolite. Hvala lepa. Dobar dan in seveda najprej lepo pozdravljeni v imenu občine Ajdovščina. Moram reči, da sem bil zelo vesel, ko sem izvedel, da Ljudska univerza Ajdovščina gosti letošnji Andragoški kolokvij. Namreč na področje izobraževanja odraslih damo tudi na občini poseben poudarek. Občine smo sicer po zakonu dostikrat zadolžene za opravljanje tistih obveznih nalog, ki nam jih nalaga zakonodaja, in te naloge praktično govorijo samo o zagotavljanju infrastrukturne podpore za izobraževanje, za sistem izobraževanja na območju naše občine. Tako moramo zagotavljati vrtce, moramo zagotavljati stavbe za osnovne šole, srednje šole so sicer v pristojnostih ministrstva, zagotavljati prostore za delovanje organizacij na področju izobraževanja odraslih. Ampak se, bom rekel, kot občina Ajdovščina s tem nekako nismo zadovoljili. Da bomo samo tisti, ki pravzaprav postavljamo zidove noter, pa ne se dogaja, karkoli si posamezniki želijo. Zato smo se tudi odločili, da bomo tudi na področju vzgoje in izobraževanja nekje krenili aktivno vlogo, da bomo skušali postati enakopravni partner tudi na področju izobraževanja odraslih. Ravno pred nekaj meseci smo sprejeli strategijo razvoja občine Ajdovščina do leta 2040, kjer smo pod eno od 5 prioritet zapisali, da bo občina Ajdovščina družbeno odgovorna. To družbeno odgovornost si pa razlagamo tako, da bo družba, da bojo občanke in občani v Ajdovščini aktivni, zdravi, kulturni in pa seveda, da bo naša družba temeljila na znanju. Znanje je namreč tisto, ki bo poganjalo v prihodnosti naprej pravzaprav vse. Poganjalo bo gospodarstvo, poganjalo bo državo, poganjalo bo občine, poganjalo bo vsa področja našega življenja in zato je tudi prav seveda, da področju izobraževanja posvetimo posebno vlogo. Istočasno, ko smo pripravljali analize, na katerih smo utemeljili našo strategijo, smo tudi ugotovili, da imamo v Ajdovščini relativno dobro poskrbljeno za infrastrukturo. In si zato v enega ključnih ciljev na področju te prioritete zapisali, da želimo kakovostne programe. Za kakovostne programe pa seveda potrebujemo kakovostne izvajalce, s katerimi želimo biti ves čas v stiku in seveda oblikovati programe, ki so z vidika lokalnega okolja tudi potrebni. Z Ljudsko univerzo Ajdovščina zelo dobro sodelujemo na različnih področjih in če se nekoliko posvetim pravzaprav nalogam, ki smo jih Ljudski univerzi Ajdovščina v preteklosti zaupali, boste lahko hitro opazili, da smo jim zaupali naloge, ki so tesno povezane s tem, kaj okolje v nekem trenutku pravzaprav na področju izobraževanja odraslih potrebuje. In to je pravzaprav tesna povezava dveh pomembnih stebrov, javnega, izobraževalnega in po drugi strani gospodarstva. Prva od nalog, ki smo jim zaupali, je bila analiza potreb gospodarstva v občini Ajdovščina na področju izobraževanja. Na področju izobraževanja in usposabljanja kadrov. Želeli smo namreč vedeti, katere kadre bo gospodarstvo potrebovalo v prihodnje, vedeti, katere kadre, kam naj konec koncev usmerimo našo štipendijsko politiko, kam naj usmerimo promocijske aktivnosti in podobno. To nalogo je Ljudska univerza Ajdovščina, lahko rečem, izjemno dobro opravila in vesel sem tudi bil, da se je tudi s tem prepoznavnost Ljudske univerze med našimi podjetji, tako tistimi največjimi, ki jih imamo, kot so Fructal, Mimotest, Inkom, pa tudi tistimi manjšimi obrtniškimi bistveno povečala.
in je lahko tudi začela prevzemati naloge, kot so naprimer prekvalifikacija kadrov, kot so usposabljanje kadrov za potrebe gospodarstva in podobno. Tisto, kar okolje potrebuje, so seveda kadri z določenim znanjem. In to znanje jim moramo kot družba in moramo kot država tudi zagotoviti. Vsak tisto osnovno, preden pridejo, bomo rekli, na delovno mesto, kjer seveda potem vsak dan osvajajo tista nova znanja. In ta model se v praksi tudi kaže za uspešnega in jaz verjamem, da nas na tem področju čakajo še res številne lepe zgodbe. Gremo pa po principu, da dejansko podjetja povedo, katere kadre bodo potrebovali in potem v sodelovanju različnih akterjev, Ljudske univerze, Zavoda za zaposlovanje, konec koncev tudi občine, tak program izpeljemo in skušamo zagotavljati med, naprimer, brezposelnimi, tak kader, ki bo zaposlil potem v nekem dotičnem, lahko rečemo, naročniškem podjetju. In to je tisto, česar si tudi sam bistveno bolj želim, da bi se premaknilo na področju izobraževanja odraslih, da bi podjetja prepoznavala akterje na področju izobraževanja odraslih kot tiste, ki jim lahko pomagajo dosegati njihove vizije, njihove načrte. Seveda povezano z izobraževanjem in usposabljanjem njihovih obstoječih, pa tudi po drugi strani potencialnih kadrov. V letošnjem letu smo oblikovali tudi še eno partnerstvo na lokalni ravni. In to je partnerstvo, ki vključuje vse deležnike, ki smo jih dali pod enotno streho z imenom Lokalno partnerstvo za spodbujanje zaposlovanja mladih. V tem lokalnem partnerstvu je poleg Ljudske univerze, poleg vrtca, poleg vseh osnovnih šol, poleg srednje šole, poleg razvojne agencije, Zavoda za zaposlovanje, govorim o javnem sektorju, so tudi za isto mizo, srečujemo se približno enkrat na 2 meseca, predstavniki, kadrovniki največjih podjetij, predstavniki obrtniške zbornice, predstavniki gospodarske zbornice in kot taki izmenjujemo pravzaprav povpraševanje, ponudbo, usklajujemo stališča in dosegamo nove in kvalitetne programe. Eden takih programov, oziroma bolj projektov, je pa bil tudi projekt Inkastra, verjamem, da ste slišali zanj, tudi tukaj mi je direktorca prej pokazala v avli, je nekaj utrinkov z tega dogodka, katerega osnovni namen je dejansko mlade otroke že danes navdušiti za poklice, ki jih bo lokalno okolje v prihodnosti potrebovalo, zato da, če seveda se jim zadeva zdi taka, da bi lahko dosegali svoje ambicije v tistem poklicu, tja tudi pristopijo. Veliko načrtov imamo še v prihodnje, povezanih tudi z vzpostavitvami novih srednješolskih izobraževalnih programov, veliko načrtov tudi povezanih z klasičnimi programi izobraževanja starejših, odraslih in verjamem, da moramo prehoditi še kar nekaj poti, želimo pa, kot sem napovedal uvodoma, biti kot občina absolutno resen partner, enakopraven partner v tem procesu. Občina je namreč v neko stičišče in tudi osebno kot župan sem stičišče tistih, ki prihajajo k meni s težavami, ki prihajajo k meni z izzivi za prihodnost in na vse te izzive je potrebno odgovarjati. Naša družba ali bo na znanju temelječa ali pa je ne bo, si skoraj upam reči, in prav zato moramo res v prihodnosti kot skupnost ogromno vlagati še v področje izobraževanja odraslih. In tudi takšen kolokvij, kot je današnji, ko se posvečate tej temi, je zagotovo dobrodošel, da se prakse izmenjajo, da se naučimo drug od drugem, namreč izobraževanje je tisti proces, ki teče praktično vsak dan, da izmenjamo izkušnje, da izmenjamo poglede, da izmenjamo vizije za prihodnost in pa konec koncev, to je tisto, kar pa osebno tudi rad vidim, pridemo do zaključkov, pridemo do priporočil, s katerimi potem lahko tudi oblikujemo politiko in ustvarjamo seveda naše okolje prijetnejše, kot je bilo takrat, ko smo ga prevzeli v upravljanje. Jaz vam želim, da se boste v Ajdovščini dobro počutili, zahvaljujem se Ljudski univerzi Ajdovščina v Prekoškemu centru za organizacijo dogodka. Vabljeni, da nas obiščete, da spoznate naše programe, da prispevate tudi k naši rasti in pa seveda sem prepričan, da se boste res v našem okolju počutili dobro. Želim vam uspešne zaključke tega kolokvija, tudi prijetno druženje in pa v upanju, da se malo spet snidemo. Lep pozdrav!
ampak ne motim. Moje imeno in pa imeno vseh kolegov in kolegic Pedagoškega centra Slovenije. Želim se tudi dobrodošlico reči županu, pa je že na poti, tako da prav lepo pozdravljam vse goste iz tujine, se pravi iz Bosne in Hercegovine in pa iz Irske. In pa seveda topel pozdrav predvsem gospe direktorice direktorata za srednje šole in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, gospe Šušmeljevi in pa direktorici Mestne univerze Ajdovščina, kolegici Evi Šušmel, in pa seveda vsem ostalim, ki ste si razumeli čast in se pridružili današnjemu in pa jutrišnjim dogodkom. Seveda mi nekako zastavljamo ta letošnji andragoški kolokvij, ki je, se sliši? Ki je nekje 21. že v in se opada v 25-letnico delovanja Pedagoškega centra Slovenije v dvodnevnem programu in sicer sestavljen iz treh tematskih sklopov. Prvi tematski sklop je bil že izveden v dopoldanskem času, kjer smo nekako spoznali izzive na področju neformalnega izobraževanja v zgornji Vipavski dolini z izjemno lepimi primeri dobrih praks in pa seveda izzivi za prihodnje. Danes v popoldanskem času začenjamo drugi tematski del programa, kjer bomo spoznali področje izvedbe projekta Evropskega programa za izobraževanje odraslih v Sloveniji. In pa tretji del, ki ga bomo izvedli jutri, to pa je ta ožji del pedagoškega kolokvija, ki je namenjen predvsem področju neformalnega učenja in izobraževanja odraslih v Sloveniji. Lahko rečem, da je pedagoški kolokvij en osrednjih dogodkov, strokovnih dogodkov tedna vseživljenjskega učenja in sestavni del projekta, ki pomeni že kar osrednji nacionalni dogodek na področju promocije in pa kulture učenja v Sloveniji. In ta dogodek letos izvajamo jeseni, ne spomladi, tako da je to nekak doprinos tednu vseživljenjskega učenja 17 v spomladanskem času. Vsekakor me veseli, da ste se takšni zbrali tudi v ta današnji dan v Ajdovščini in vas tudi vabim, da ostanete z nami tudi jutri. Želim, da se tudi aktivno vključite v delo in pa v razprave, predvsem v smislu tega, da skupaj razmišljamo, da si postavljamo vprašanje, iščemo odgovore in pa seveda izzive za delo v prihodnje. Vsekakor pa vabim tudi vse ostale, ki se boste odločili tudi nadaljevanju sodelovati z nami v nadaljevanju projekta EPO in sicer v novi perspektivi, se pravi med leti 17 in 18, kjer bomo zastavili nove izzive tudi na področju neformalnega izobraževanja. Hvala lepa za skupaj in seveda prijetno delo in pa bivanje v Ajdovščini. Hvala lepa za besedo, gospa Pangerc. Lep pozdrav seveda vsem skupaj, spoštovane dame in gospodje, čeprav vas je bolj malo gospodov, zato pa toliko topleje pozdravljeni. Mislim, da vsem lahko rečem tudi spoštovane kolegice in kolegi. Torej, lep pozdrav tudi v mojem imenu. In prav lahko verjamete mi, to ni fraza, v veselje mi je, da vas lahko takole pozdravim. Veselje mi je toliko večje iz dveh razlogov. Navsezadnje zato, ker je že dobri 2 leti minilo od tega srečanja oziroma od kolokvija, ki sem se ga lahko udeležila, od tistega, ki je bil v Kranjski Gori. In seveda me posebej z veseljem navdaja možnost, da vas pozdravim tu sredi Ajdovščine, sredi domače Goriške, ki danes izjemoma ni sončna. Gospoda pred mano sta
povedala ne samo veliko, lahko bi rekla, da sta povedala skoraj vse, zato res ni neke velike potrebe, da bi bil ta moj nagovor dolg. Kajti vi ste danes tu predvsem zato, da poslušate stroko in ne naše dolge nagovore. Ampak, ker sem že omenila Ajdovščino, naj povem, da je bila izbira kraja letošnjega andragoškega kolokvija res posrečena izbira. Ne, da si je samo župan delal reklamo za svojo občino, resnično je to, kar govori. Gospod župan govori iz duše in to zaznavamo tudi na ministrstvu. Da občina Ajdovščina dejansko spada med tiste občine, ki razumejo in podpirajo razvoj in izvajanje izobraževanja odraslih, zato ker se dobro zaveda v tem primeru občina Ajdovščina, da je izobraževanje odraslih način, s katerim dvigujemo vsi skupaj kvaliteto življenja ljudi v nekem lokalnem okolju. Zato, no in na vse zadnje, tudi Ajdovska ljudska univerza je univerza, ki jo lahko pri svojem delu in z načinom reševanja in uspehih, ki jih dosega, lahko obravnavamo kot primer dobre prakse. Zato, spoštovane dame in gospodje, lepih stvari ni nikoli preveč. Prosim za kratek aplavz tako občini kot ljudski univerzi Ajdovščina. Hvala lepa, obje sta si to zaslužili, z moje strani je bil pa tudi test, ali me sploh poslušate, oziroma a vas znam s svojim nastopom pritegniti. No, in če se zdaj pa vrnem k svoji kratki vsebini tega nagovora, zato da bom res kratka, sem si napisala kratek plonk cegelc, smo včasih rekli v srednji šoli, potem tale uradni nagovor sledi takole. Andragoški center je v današnjem vabilu zapisal, da bo današnji dogodek namenjen premisleku o vlogi neformalnega izobraževanja v sodobnih razmerah. Sodobne razmere so pa razmere, ki so močno zaznamovane z vsakdanjimi in še pogostimi, bi lahko rekli, spremembami. Če pa govorimo o spremembah, lahko vidimo, da se na področju vzgoje in izobraževanja intenzivno oblikujejo vedno nove smernice in zahteve, pri čemer se veliko pozornosti namenja prav izobraževanju, izpopolnjevanju in učenju odraslih. Opazimo tudi, da se na vseh ravneh intenzivno poudarja spoznanje o nujnosti učenja skozi vse življenje. V strokovnih krogih in v praksi se vse več pozornosti namenja različnim načinom posredovanja in pridobivanja znanja, ki presegajo tradicionalne pristope in klasifikacije. Predvsem pri odraslih je očiten poudarek premika z formalnih oblik in metod izobraževanja na neformalno in priložnostno izobraževanje in učenje. Za mlade in odrasle je smiselno, da izkoristijo neformalno izobraževanje v kar največji meri, se jim pomaga odkrivati in razvijati lastne potenciale, prepoznati in ustvarjati nove karierne možnosti. Neformalno pridobljeno znanje in kompetence so na trgu čedalje bolj prepoznane in iskane. V najširšem smislu lahko rečemo, da neformalno pridobljeno znanje prispeva k osebni rasti slehernega posameznika, saj spodbuja in omogoča vseživljenjsko učenje, osebnostni razvoj, večjo zaposljivost, aktivno državljanstvo, civilno družbo in demokracijo, prenos osnovne etike, morale in še bi lahko naštevali. Vloga in pomen neformalnega izobraževanja odraslih je res izjemno široka in pomembna. Pri tem je pomembno, da je neformalno izobraževanje seveda decentralizirano in tako bliže krajevnim potrebam in različnim virom financiranja. Tudi samih priložnosti za neformalno izobraževanje oziroma učenje za različne starostne skupine je pravzaprav največ v lokalnih skupnostih. Izvajalci neformalnega izobraževanja so številni
različni med seboj, med njimi je potrebno sodelovanje, razlog več, da se neformalno izobraževanje resnično izvaja in obravnava decentralizirano, torej v maksimalno možnem obsegu na lokalni ravni. Spoštovani, da na koncu ne bi demantirala sam sebe, mi dovolite, da na tej točki seveda zaključim. Čisto za konec pa le, pohvala in zahvala vsem, ki ste svojim operativnim in strokovnim delom vsak dan vedno znova trudite za uveljavitev, obogatitev in dvig kvalitete neformalnega izobraževanja v Sloveniji. Uspešno nadaljevanje današnjega kolokvija ter izvajanje izobraževanja odraslih nasploh. In seveda nasvidenje ob naslednji priložnosti, ob naslednjem pomembnem in paznem koraku izobraževanja odraslih in s tem vseživljenjskega procesa v Sloveniji. Hvala lepa.